Kakšen je vaš poziv bodoči slovenski vladi glede na Tržaškem zalivu? Zveza ekoloških gibanj Slovenije, članica Adriatic Green oziroma Jadranske zelene mreže, poziva novo slovensko vlado, da resno pristopi k temu okoljskemu problemu in da vzpostavi ponovni kontakt tako za hrvaško kot italijansko vlado. Predvsem tu apeliramo tudi na novega ministra za okolje in prostor, da ugotovi, ali smo dejansko zamudili zadnji vlak, ker smatramo, da je ta problem treba takoj rešiti, ker nekateri dokumenti, ki imamo na razpolago, govorijo o tem, da se je popravljena italijanska vlada že odločila. To bi bilo zelo kvarno, če bi prišlo do izgradnje teh dveh plinskih terminalov, predvsem tega v Tržaškem zalivu, ker bo imel direktni vpliv na kvaliteto življenja in bivanja v Sloveniji, na razvoj turizma, ampak ne samo v Sloveniji, ampak tudi na Hrvaškem. Mi apeliramo, da treba spoštovati tako Arhuško konvencijo, predvsem pa ESPO konvencijo, katere sta dejansko obe vlade spregledale, predvsem pa jo spregledala italijanska vlada, ko je načrtovala ta terminal. Kako torej ocenjujete zadnji ministrski obisk v Rimu in prinesel dobrih novic? Zadnji ministerski obisk v Rimu, ker so bili z naše in italijanske strani prisotni resorski ministri, je pravzaprav polomija. Če to, kar smo zvedeli iz medijev, lahko komentiramo, da bo o tem odločila tehnična komisija, oziroma da brez soglasja se to ne bo gradilo. Vendar res se bojim, da so se dogovorili in da pravzaprav je že prepozno. Mislim, da bo potrebno se ponovno usesti in pa z novo slovensko vlado ta dialog ponovno spostaviti in pa spoštovati sprejeto okoljsko zakonodajo na tem področju. In oba terminala, predvsem ta terminal v Tržaškem zalivu, na tej lokaciji v nobenem primeru ne more biti.